Živjo, jaz sem Ema, danes se mi je na kavi pridružil Bijan. Bijan na Triglavu upravlja delovno mesto informatika. Bijan, kako se začne tvoj tipični delovni dan? Zdravo, Ema. Moj tipični delovni dan se kot pri večini ljudi začne s kavo. Najraje imam kavo z mlekom, brez sladkorja. No, evo, pa sem jo ravno zate skuhala. Izvoli. Super, najlepša hvala. Torej, najprej kava, potem pa delo. Kako se nadaljuje v bistvu tvoj delovni dan? Ponavadi se moj delovni dan začne s sestankom, kjer se naš oddelek zbere na Teamsih in se pogovorimo, kaj smo naredili prejšnji dan, pa kaj bomo delali danes. Potem ponavadi delamo do okrog 10-11, gremo na malico, po malici pa nadaljujemo z delom. Torej bi lahko rekel, da je dosti razgibano delovno mesto. Ja, imamo tudi možnost dela od doma, tako da v bistvu, če ne spijem kave na Triglavu, spijem pa doma. Super. Kakšna znanja pa so potrebna za opravljanje dela informatika na Triglavu? Za opravljanje dela je v bistvu potreben dokončan faks, kjer pa se v bistvu naučiš vseh osnovnih stvari programerja, torej programiranje v programskem jeziku, razmišljanje o poteku diagramov in tako dalje. Torej bi lahko rekel, da niso potrebne predhodne delovne izkušnje, če si nekdo želi upravljati delo informatika na Triglavu? Načeloma ne rabiš nobenih izkušenj, tudi sam jih nisem imel. Me je bilo zelo strah, kaj se bo zgodilo, ampak se vsega potem naučiš. Kaj pa so dela, ki jih, ne vem, opravljajo tvoji sodelavci? A vsi programirate? S čim se ukvarjate? Triglav ima več različnih področij, kjer ljudje programirajo. Imamo življenjska, premoženjska in pa zdravstvena zavarovanja. Potem smo razdeljeni na oddelke. Jaz delam na oddelku za premoženjska zavarovanja, kjer programiramo aplikacije za zastopnike v programskem jeziku Java in pa Git. Potem pa ima Triglav tudi mobilne aplikacije in pa spletne strani. Torej brez vas aplikacije ne bi delovale. Tako je. Torej bi lahko rekel, da je programiranje bolj individualno delo ali sodelujete dosti sodelavci? Kako to poteka? Je precej sodelovanja. Programer individualno zelo težko dela, še posebej v taki veliki organizaciji. Vsak človek je zaposlen za neko določeno stvar oziroma dela na določeni stvari in potem se lahko ti s temi ljudmi pogovarjaš in ti povejo, kaj rabiš, tako naprej. Torej, če koda propade, če aplikacija propade, ste vsi na kupu in vsi rešujete težavo. Tako vsi odgovarjamo šefu. Bijan, hipotetična situacija. Jaz bi se rada zaposlila kot informatik na Triglavu. Kaj bi mi predlagal, kaj bi bili ti tvoji ključni nasveti? Najprej se moraš spoznati s podjetjem, kaj podjetje dela, torej zavarovalništvo, če te to sploh zanima. Potem, katere tehnologije dejansko uporabljam, če te tehnologije poznaš, torej Java in tako dalje. In pa kje točno v Triglavu bi rad delal. Pa je bilo delo na Triglavu tvoja prva izbira? Kot sam sem bil štipendist Triglava, tako da sem že prej se kot študent spoznaval z delom in delal tudi na različnih področjih s počitniškim delom. Torej bi lahko rekel, da si že tam dobil veliko predhodnih znanj, ki ti zdaj v bistvu koristijo. Ja, so mi prišla zelo prav, ker sem v bistvu že malo poznal kolektiv, sodelavce, tako da zdaj, ko sem zaposlen, je bilo veliko lažje tudi začeti, ko pa če bi prišel čisto z začetka. Omenil si, da si bil štipendist. Zdaj, če se vrnemo v tvoja študentska leta, česa bi se še želel naučiti, če bi bil še enkrat študent? Ziher bi malo bolj poslušal na faksu, bi prišlo prav. Drugače pa malo poglabljanje v različne tehnologije. Na fakulteti se naučiš res v širokem spektru vsega. In pa recimo to, kar me še zdaj zanima in pa tudi v zvezi s Triglavom bi se recimo bolj poglobil v to, da bi bilo moje znanje še malo bolj podkovano. Sam se bo itak podkovalo zdaj na Triglavu. Zakaj Triglav in ne katerokoli drugo podjetje? Za Triglav sem že kot mlajši slišal velikokrat kot uspešno zavarovalniško podjetje in sem se odločil, ko sem videl razpis za štipendijo, da se bom prijavil in poskusil, če me vzamejo kot štipendista. Potem pa sem s časom spoznaval, da je v bistvu veliko prednosti, torej recimo
v pisarni delata dva, tako da imaš vedno družbo niti dolg čas. Imaš možnost dela od doma, recimo za mene, ko sem iz Velenja, je to res velik plus, zato ker se ne rabim voziti v Ljubljano vsak dan. Potem je tudi, recimo, jaz sem kot hobi rad hodim v fitness in mi Triglav v bistvu omogoča to, da sem članin v športnem društvu in potem lahko pač prek športnega društva hodim v fitness. Zdaj pa 1 na 1. A imaš kakšne sodelavke? To pa se ne govori okoli, ampak drugače, ja, v informatiki imamo tudi veliko sodelavk. Glih smo dobili 2 novi sodelavki, tudi iz faksa. Super. Kako bi pa opisal nekako tvoj proces razvijanja kariere? Omenil si, da si bil štipendist na Triglavu, kako pa se je pol razvijalo tvoje delovno mesto? No? Ja, v bistvu spoznal sem se na začetku sem se začel spoznavati s Triglavom samim kot takim, potem pa v bistvu delo v informatiki, na kak način poteka delo, kaj v bistvu sploh je po teh različnih, torej premoženjska, življenjska in zdravstvena zavarovanja, te osnove zavarovalništva na splošno, sedaj pa bolj podrobno v te aplikacije. Pa bi lahko rekel, da se v bistvu iz dneva v dan nekaj novega naučiš, da se ti razvijaš kot kaderno? Ja, moj mentor prispeva veliko temu, pa tudi vsakič, ja, z vsako novo nalogo spoznam nekaj novega v Triglavu. Kaj pa je tista stvar, ki si se jo naučil v zadnjem letu dela na Triglavu? Neke ključne stvari, ki si se jih naučil? Res sem pridobil na izkušnjah v delu z ekipo. V tem sem res napredoval. Sem ugotovil, da veliko boljš neko stvar vprašati nekoga drugega, kot pa da sam v bistvu rešuješ stvari, ker je veliko ljudi, ki pač so se s tem že soočali in je tako lažje. Kar se tiče programiranja, sem se veliko bolj naučil tega flowa, na kak način deluje, torej programiranje kode, potem komitanje, mrdžanje, pregledovanje in pa pol vse z Gitom najbolj. Tako da ja, to večinoma. Kaj je Git? Git je orodje za v bistvu shranjevanje kode na oblaku, kjer je celotna koda od vseh programerjev v bistvu shranjena na nekem. Pa ti delovno mesto nudi kakšna dodatna izobraževanja, da se, ne vem, z meseca v mesec karierno razvijaš, pridobivaš nova znanja? V računalništvu se tehnologije spreminjajo večino časa, tako da tudi Triglav omogoča zelo veliko različnih izobraževanj na različnih področjih računalništva, v bistvu pa lahko greš kamor hočeš, kar te zanima, vse nudijo, tako da ja, imamo izobraževanje. Zdaj pa, če se strinjava, a je lepo biti Triglavan? Super je biti Triglavan, še posebej zato, ker mi pač omogoča res to. Najbolj mi pomeni, da imam fleksibilen delovni čas, lahko delam od doma, nimam problema tudi, če moram kako osebno stvar zrihtati, lahko zrihtam brez problema, šefi niso naporni glede tega. Pa tudi, kar sem rekla, naučim se res veliko novih stvari, odkar sem tukaj, je res odlično. Bijan, hvala ti, da si se mi pridružil na tej kavi. Že dolgo ni bila tako produktivna. Ogromno sem se naučila, tudi med drugim, kaj je Bit. V bistvu je Git, ampak mislim, da je najboljše, da ti enkrat prideš nam, pa ti bomo te stvari še malo bolj podrobno razložili. Aha, ok, se bom oglasila. Upam, da so ti bili piškoti všeč, tudi kavica, pa da se bova lahko še kdaj oglasila na kaki kavici, da me še lahko bolj podučiš o kodah. Zdaj pa, če te karkoli zanima o delovnem mestu informatika, če imaš kakršnokoli vprašanje za Bijana, kar napiši v komentar, bom imela še vsaj eno možnost, da grem z Bijanom na kavo. Hvala, da ste bili z nami.